Živjo! 8. februarja praznujemo Slovenci kulturni praznik ob obletnici smrti našega največjega pesnika in enega prvih tviterašev pri nas, Franceta Prešerna. Frank Prešeren je bil mojster tviteraške forme in mene včasih prav fascinira, kako je znal v teh omejenih 140 znakov stlačiti maksimum vsebine in duhovitosti. Če vam recimo samo preberem kakšnega od redko ohranjenih tvitov Franceta Prešerna, recimo tale je zanimiv: Ravnikar, Gorjancov naših jezik potujčvalši, si kriv, da kovne kmet molitve bravši. Valentin Vodnik. Preblečen sem Menišič bil, tle samo en tajpo v Rinu, preblečen sem Menišič bil in rad sem pel, še rajši pil. Kako duhovito. Potem recimo: prišli bi že Slovencem zlati časi, ak kvasik bi bil vsak pisar, ki nam kaj kvasi. To je besedna igra, ne? Klasik se po gorenjsko reče kvasik. Ful hudo. Naj misli, kogar bi puščice te zadele, da na visoki vrh lete iz neba strele. Seveda pa, ko takole razmišljamo o Prešernu, pozabljamo, da so bili takrat časi popolnoma drugačni, da je Prešeren te svoje mojstrske tvite pisal na številčnico, na obračanje, da takrat ni bilo Wi-Fi-ja, kaj šele kakšne LTE mreže. V tej luči so seveda njegovi dosežki še posebej fascinantni. In naj vas za konec, dragi prijatelji, povabim, da se skupaj poklonimo Prešernu. In to tako, da napišemo kakšen vers na Twitter z oznako, jasno, poezije. Frank! Evo, ko sem prišel domov, sem se takoj usedel k pečki in sestavil tale tweet. Ta teden se spomnim Franceta Prešerna, ta teden je rima v tweetu moderna. Ni treba lih, da je mojstrovina, Kenede, samo še oznaki rabimo, in sicer digitalije in poezije. Evo, tweet.